Osrednja državna slovesnost ob državnem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom bo v letošnjem letu potekala v Veliki Polani. Pripravljajo osrednjo slovesnost, ki so jo naslovili Prekmursko popoldne, zatem pa še Prekmurski večer. Prekmurje je del Slovenije, vedno bilo, pravno formalno pa od leta 2019 dalje. Občina Velika Polana je po nekajletnem odmoru z velikim veseljem prevzela spet organizacijo državne proslave ob prazniku priključitve Prekmurje k Sloveniji oziroma združitve z matičnim narodom. Namerno poudarjamo državne proslave, kajti ob državnem prazniku je vsaka proslava državna proslava, v primeri, da je tako regijsko odgovorjeno, ne glede na to, ali je sofinancier kdo drug. Res pa je, da ta proslava poteka oziroma celotni obeležitev poteka pod pokroviteljstvom občine Velika Polana in izključno občine Velika Polana. Naše stališče je, da je proslava oziroma praznik prekmurski svetek. Prekmurski svetek zato, ker smo postali del spet združeni z matičnim narodom in prišli v skupnost, katere del smo vedno bili. Zato smo si ta dogodek zamislili pri nas malce drugače. Ni zgolj osrednja proslava, ampak se bo začelo z prekmurskim popoldnevom. V okviru prekmurskega popoldneva, ki se bo začel uradno ob 15. uri, bo na eni strani predstavitev različnih društev občine Velika Polana in širše. Predstavila se bo tudi Slovenska vojska, sistem zaščite reševanja skupaj z gasilci in nenazadnje bomo tudi skuhali v kotlu, kjer smo polagali oziroma nam je bil priznan Guinnessov rekord za kuhanje bojte repe, tudi bojto repo za vse obiskovalce prireditve. To bo na nek način tudi možnost, da vsi, ki pridejo tudi z drugih koncev Slovenije, vidijo, kako se ta res tradicionalna prekmurska jed, izvirna, pripravlja in kasneje tudi zaužijejo. Poskrbljeno bo tudi za otroško glasbeni program z obiskom čarodeja in ostalimi glasbenimi točkami. In ta prekmurski popoldan se bo zaključil pred samo proslavo. Predtem bo pa še v cerkvi Svetega srca Jezusovega maša za domovino, pri kateri bodo sodelovali dekan lendavski dekan, to je Boris Kučko, polanski župnik Zoran Car in ostali župniki, ki so se odzvali našemu povabilu. Prav tako bo pa pri bogoslužju sodeloval tudi evangeličanski škof Erniša, skupaj tudi z župniki oziroma fararji evangeličanske cerkve. Po maši ob 20. se bo začela proslava in s tem tudi neposredni prenos na nacionalni televiziji. Proslava se bo začela oziroma pred samim neposredno vključitvijo v prenos bo prihod praporjev različnih združenj, ki so v zgodovini v zadnjem stoletju in več imele velik pomen. To pomeni od majstrovih borcev do borcev NOB, do Združenja veteranov vojne za Slovenijo, do policijskih združenj in vseh ostalih združenj, katerih pripadniki in pripadnice so se borile za tukaj živeče ljudi. Ker pa Prekmurje ne bi bilo Prekmurje brez ljudi, ki so se združevali tudi v različnih organizacijah in ohranjali tudi slovenstvo, so tu med najbolj pomembnimi sigurno gasilske organizacije z večstoletno zgodovino, ki so v svojih vrstah združevali ljudi, ki jim ni bilo vseeno za lastni kraj v smislu zaščite ljudi in njihovega premoženja. Prav tako so pa ta društva ohranjala tudi svoj jezik, narečje, guč. In zato smo tudi povabili prapore vseh gasilskih organizacij v Pomurju,
in praporje drugih stanovskih organizacij, ki so s svojim delom vnesli dodatno življenje v kraj. To pomeni od lovstva, čebelarstva, vse ostalo. In vsi ti prapori bodo kot prapori dejavnosti v Pomurju, ki dajo pečat tej pokrajini v Muri, tudi sodelovali. V okviru uradnega samega dogodka bo slavnostni govorec, podpredsednik vlade, minister za infrastrukturo in energetiko, gospod Jernej Vrtovec. Prisotni bodo predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Stevanovič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Lotrič. Prisostvovalo bo več ministrov, državnih sekretarjev in tudi vseh ostalih ljudi, ki zastopajo tako ali drugače ali v nacionalnem ali v regionalnem pomenu različne sfere delovanja v pokrajini v Muri ali Sloveniji. Organizatorji poudarjajo, da ta praznik ali prekmurski svetek postane praznik vseh ljudi in ne le praznovanje nekega ožjega kroga. Zato so zasnovali prekmurski popoldan in prekmurski večer. Po sami proslavi bo sledil prekmurski večer, ki bo potekal na nek način pod moderatorstvom prekmurskega DJ-ja in prekmurskih bendov. Svoje sodelovanje so potrdili Belmura, Prašnati, Polanski zvoki, Misteri in pa Blue Planet. In ta del je namenjen različnim starostnim in drugim skupinam, tudi glede na glasbene žanre, kar je razvidno od izvajalcev. In tu želimo, da se ljudje ob tem prekmurskem svetku, prazniku tudi podružijo. Nekaj besed je velikopolanski župan namenil tudi nastopajočim na prireditvi. Za zaključek bi rad povedal, da bodo v programu sodelovali tudi predstavniki Orkestra Slovenske vojske. Točko bodo imeli tudi deca iz Velike Polane, povem tako je, in določeni glasbeni izvajalci glede na minutažo, ki je namenjena za neposredni prenos RTV Slovenija. Mi imamo na nek način dva odbora. Eno je organizacijsko-izvedbeni odbor, kjer so predstavniki vseh društev, občine Velika Polana, predstavniki občinskega podjetja, in ta del skrbi za kompletno organizacijo v tehničnem smislu, v izvedbenem smislu, vključno z vsemi infrastrukturnimi postavitvami, ozvočenjem. Tu so še tudi zunanji izvajalci, ki skrbijo za vse, kar je pač potrebno, da se to vrstna beritev izvede. Mi, hvala Bogu, izkušnje s tem imamo, ker je ogromen organizacijski tehnično zalogaj in mi izkušnje s tem imamo. In tudi prireditev ob prazniku, ki smo imeli mi nazadnje, je bila prav tako z neposrednim prenosom RTV Slovenija in izključno tudi takrat v organizaciji občine Velika Polana pa bila dobro izpeljana. Poleg omenjenih organizacijskih odborov so našteli še posebnega. Drugo je pa častni organizacijski odbor, kjer smo povabili določene tudi druge predstavnike širšega okolja Pomurja, s katerimi smo dorekli določene vsebine in sodelovanje, tako praporje, vsebin, predstavitve tudi določenih drugih regijskih društev v popoldanskem večernem delu. Ta odbor pa je predsednik, dolgoletni poslanec Državnega zbora, gospod Jože Horvat, tako da s tistim delom pa to usklajujemo. Kulturni program proslave je kolektivno delo, torej režiserja in scenarista kot takega ni. Kulturni program je dogovor vseh deležnikov, vezano na minutažo, ki jo imamo, in vezano na to, koliko smo lahko omejili posamezne govorce. Mnenje župana občine gostiteljice letošnje obeležitve državnega praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je jasno. Če mi ne bomo tega praznika vzeli kot svojega in se bomo vedno pogovarjali, oziroma bo vedno zanimanje zgolj za tiste izvedbe, ki so pod državnim patronatom, pa zdaj to razumete kakor holže. Naše stališče je, da vsaka občina, če pride na nekaj let na vrsto, je dolžna to prevzeti, kajti to je naš praznik in normalno slediti temu, da se povabi k sodelovanju tudi vse ostale zainteresirane. Po drugi strani
je pa bil naš cilj, da ravno s tem popoldanskom pa po proslavnem delu ta dogodek naredimo nenazadnje zanimiv in pomemben za vse ciljne skupine, od starih, mladih do različne žane, kajti na ta način bo ta prekmurski svetek, praznik dolgoročno živel. Prekmurje je pomemben del države, ki ima svoj jezik, v katerega je bilo prevedeno Sveto pismo. Vsekakor smo del slovenskega naroda, ki pa se je zaradi zgodovinskih okoliščin morda malce drugače razvijal.